Trik lahko preraste v čarovnijo takrat, ko nas prisili, da potipamo po svojih mejah in jih z močjo uma presežemo. Meje je najlažje premagovati v sanjah. Črto med sanjami in resničnostjo določimo sami, ampak brez te črte sanje postanejo resničnost. In takrat je mogoče vse. Čau, a tu si? Čau, Alja, živa, si prišla? Sem. Je lepo te videti, lepo, da si prišla. Jaz ravno se pripravljam za vajo. Bi ti rad pokazal, kaj delam, v bistvu ravno pripravljam predstavo. Super. Gremo gor v teater, ti pokažem, super. Wow. Cool? Ja. Wow. Jaz bi ti rad odpeljal na eno domišljijsko potovanje, ker v bistvu smo več čas danes na domišljijski poti. Lahko greva na toplo, točno to. Si želiš iti na toplo, lahko naredimo tako, da ti bo res toplo. Dobro? Okej. Nastavljamo sem. Imaš rada črno-belo? Ja, zelo. Ja, ne? Jaz imam trenutno vse črno-belo. Vse, kar... Okej, to je zdaj spuki, to vse skupaj. Alja, vzami kovček. Ja. In ga postavi tukaj dol na sredino, pred oba. Dobro? Čisto kar na tla, ja. Ok, pa lahko stopiš na ono stran, tja. Prosim, tako. Malo odgrnili, to bo pa mislim, da malce bolj udobno. Ok, mi daš desnico, prosim. Poglej si svojo dlan. Poglej si svoje črte in si izberi eno piko na dlani. Piko? Eno piko si izberi na dlani, ja. Dobro. In zdaj bolj, ko se ti bo tvoja roka približevala očem, bolj bodo v bistvu tvoje oči izgubljale fokus na tej piki. In bolj, ko oči izgubljajo fokus, teže postajajo in se lahko zaprejo in spiš in padaš čisto sproščeno, padaš nekam globoko, dol ven prostor, čisto sproščeno, telo se sprosti, živce se sprostijo, mišice se sprostijo, čisto nazaj spiš in padaš globoko v en lep prostor, kjer se rojeva in prebuja domišljija in kjer se rojevajo ideje in kjer se rojeva ustvarjalnost. Ali sem z raznimi sugestijami pomagal do poglobljenega, razširjenega stanja zavesti. V takšnem stanju je potem vizualizacija misli in idej veliko lažja. Znajdeš se na travniku, polnem cvetlic. Približuje se ti konj, črno, bel konj. Ponese te navzgor, visok, pod oblak. Črno, bel konj. Svet pod teboj je majhen in skrbi so nepomembne. Črno-bel konj ponese te nazaj na trav. Počasi odpreš oči in lepo počasi se dvigneš. Lahko izvoliš sesti. Kar počakati. Fajn. V bistvu črno-belega konja si jaz že od nekdaj želim. Pa kakorkoli bi jaz lahko vedel to? Ne. In si želiš črno-belega konja? Ja. In to ve moja cela družina. To ti poklanjam.
Oh, ker si danes prišla k meni. hvala. Hvala tudi tebi za obisk, ampak rad bi ti eno slikico pokazal. Ok. Wow. Wow, kaj ne reči. Skratka, bila sem v zraku. Hudo. Ja, občutek je dober, no, kaj ne rečem. Ja. Čestitke, res, mislim, neverjetno. To je neverjetno. Ampak res je, verjamem v te stvari, da dejansko ni meja v umu, oziroma ni meja nasploh, da si lahko, da lahko z tem, da verjamemo in da, da verjamemo, marsikaj v življenju prestavimo. Se pravi, čim več si moramo vizualizirati, verjetno, ne? Dejansko je vse mogoče, evo, v današnji oddaji se zopet to se skupaj potrjuje, ja, vse je mogoče, ne? Brez besed, le, nimam kaj reči. Hudo. Ampak črno-bel konj, ne. Neverjetno. Črna, bela? Ja, ravno zdaj z novim projektom smo zastavili vse črno-belo. A res? Ja, vse. In jaz rada povem tudi o tem, da se moramo v življenju naučiti tudi malo bež barvo nositi, se pravi malo sredinske, ker ali sem črno ali pa sem belo. In mislim, tole je prav smešno, no. Vsaka čast. Hvala.